besedo. Mislim, tisto, kar si prej rekel, Marko, delavski razred do prekerni razred. Jaz ne vem, zakaj tukaj je takšno razlikovanje. To je, mislim, tisto prvo, kar me gre v pravice povedano čase kar na živce. Ker takoj se spostavi neka identifikacija, neka relacija do delavskega razreda. Jaz sem preker, jaz nisem delavc. In ko se začneš, v bistvu, ko se nekako zafiksiraš na to identifikacijo, jaz sem mogoče celo več kot delavec, ker sem bolj fleksibilen, ker sem hitrejši, ker sem cenejši, pol imam pa velik problem. Ker na koncu imamo pa situacijo zelo ironično, to se recimo vam dal konkreten primer, kakšen novinar recimo skrije za takšnim mikrofonom in potem začne mene spraševati, kaj ste pa bili zdaj naredili recimo za SPEVC, kaj je poln lažni SPEVC. Kaj se pa ti naredil, da se v bistvu potem sprožil določene postopke, to ste pa sindikati krivi. Ja, pa se ti ne more prisiliti, da veš v toliko. In to so te stvari, ki mislimo, je treba res čistega vina narediti. Nismo mi zdaj neka organizacija, ki je od Boga dana, da rešuje vse družbene probleme v imenu vsakogar in vsakem času. Mi smo organizacija, ki zastopa interese članstva. In to je to. Tukaj jaz ne bi nič preveč filozofiral, ampak mi repa, o tem bomo kasneje, zakaj zgubljamo. Se lahko komentiramo kasneje, tako da imam 3 minutke, pa bi rad izkoristil. Tako da tukaj je seveda vprašanje, ko rekel kolega, da jih izgubljamo. Ampak gledajte, zakaj mlada oseba se ne člani v sindikat? A zato, ker v njemu vidi eno starejšo osebo, ki pač skrbi samo za osebe za nedoločen čas zaposlene, ali ki se bolj identificira z sabo kot svobodnim prekercem, kako reč to pomeni. In se imamo tukaj ogromno problem, ker generacija mladih, v bistvu se to že večkrat ponavljam, sploh jih ne izkoriščajo več, sami se izkoriščajo. Se ne rabi več delodajalcev, da jih izkoriščajo. Oni pridejo delodajalcev, sploh ne sprašujejo več o plači, ne sprašujejo več o nečemer, kaj še v pravicah. Daj mi da delam. Recimo primer, medijska hiša je za današnji dom imenoval v pogodbi, sploh ne zaposliti o delu, v pogodbi o storitvi, karkoli že. Je v preambuli zapisano v tej pogodbi, da to ni delovno razmerje. Hkrati pa v bistvu ta novinar dela izključno za to medijsko hišo, elektronski naslov te medijske hiše ima, v avto te medijske hiše se vozi. Ampak kaj ta novinar naredi? Mene vpraša, kaj ste naredili. Tukaj da res bodno iskreni, ker sindikat lahko marsikaj naredi, ampak ne more pa prevzeti bremena vsega in vsakogar, če ta prva oseba ne naredi prvega koraka. In tukaj mislim, da treba ogromno postoriti. Na žalost je pa v medijih vse preveč zgodb, ko se lansirajo predvsem v smislu, padajoče članstvo, posihajoče članstvo. Po drugi strani imamo pa recimo to, da je Dušan Semlječ pa Brane Štrukelj predsednik vlade, da ima ta plače, koliko možete Brane plače, 5.000 evrov, 10.000 evrov, skratka, recimo, pa ladje, pa drugače, pa ne vem kaj. Skratka, veliko preveč se zapletamo v medijske zgodbe, je to pa tudi potem nadaljevanje pa samokritika. Delamo pa konkretno premalo in upam, da bomo več na tem postorili, ker moramo na konkretnem organiziranju in tem razbijanju teh mitov. Definitivno, ker pri mladih so ti miti zelo usidrni, kar ni čudno. Če pa že od osnovne šole, oziroma že od vrtca govorijo, da bo šole boš podjetnik. Kakšen sindikalist, kakšne pravice, če boš lahko ustanovil recimo na Kickstarterju kakšno podjetje, nek gadget, ki bo je full in prodaja. Mislim, danes mladi, recimo, se raje na Kickstarterju organizirajo kot sindikati. To je dejstvo.